Izvolite. Ja, hvala lepa za to najavo in še enkrat opravičilo za zamudo. Imam 3 računalnike, pa sem komaj enega uspel sposobiti. Skratka, kaj nam sporoča srčni utrip? Se pravi, to predavanje je namenjeno motnjam srčnega ritma. Ko govorimo o motnjah srčnega ritma, je tako, da je to tema, ki je dostikrat tuja celo mnogim zdravnikom, kaj šele seveda laikom, tako da poskušal vam bom pripraviti neke vrste pregled najbolj pogostih aritmij, predvsem tistih, ki najpogosteje pestijo bolnike, kako približno to izgleda, kako jih lahko spoznamo, zelo na grobo, kaj lahko v zvezi s tem naredimo. Začel bi pa rad z naslednjo stvarjo. Zdaj, zakaj smo se pravzaprav začeli pogovarjati o tem? Ta predavanje je neke vrste nadaljevanje ali pa sekvela na aktivnosti, ki smo jih pripravili skupaj z Društvom za zdravje srca in ožilja Slovenije, delovna skupina za aritmije pri Združenju kardiologov Slovenije, in sicer ob tem, ko smo obeleževali Svetovni dan srčnega utripa. Ta je bil po celem svetu nekako določen kot 1. marec in ker je bil seveda 1. marec tudi pustna sobota, smo mi to prestavili za 2 dni prej in smo konec februarja pripravili dogodke, s katerimi smo želeli obeležiti tudi ta Svetovni dan srčnega utripa. Pripravili smo stojnico v centru Ljubljane, kjer so bili pripravljeni nekateri materiali, ki so za laike, kot vidite tukaj morebiti 2 izmed primerkov, prikazovali, zakaj naj bi svoj srčni utrip probali slediti, kaj to pomeni, zakaj je to pomembno in kdaj moramo biti pozorni. Potem smo pripravili skupaj znova z Društvom za zdravje srca in ožilja Slovenije tiskovno konferenco, ki je bila sicer v večjem delu posvečena debelosti in del tega seveda debelosti in motnjam ritma, ki se pogosto pojavljajo skupaj. O tem smo takrat nekaj pripravili, danes bi vam pa želel na nek način mogoče predstaviti nekoliko bolj zelo, bom poskusil biti zelo nekako tak, da bom, upam, razumljiv tudi za laike, nekaj o motnjah srčnega ritma. Zdaj, kot vidimo tukaj, se pravi, zakaj naj bi bilo pomembno, da si mi ta svoj srčni utrip sledimo. Zanesljivo je, smo mnogi izmed nas, vključno z menoj, že kdaj začutili, da naš utrip morebiti preskoči za 1 utrip ali pa za 2 ali pa zelo na kratko zadrdra. In vsi vemo, da to ni najbolj prijeten občutek. Važno pa je zdaj vedeti, kdaj moramo biti pozorni, kaj to lahko pomeni in zakaj seveda je fajn, da si mogoče vsake toliko poskušamo preveriti naš srčni utrip. Zdaj, srčni utrip seveda odraža, bomo rekli, srčno frekvenco. Se pravi, utrip, ki ga mi zabeležimo na ožilju, se pravi na zapestju ali pa na vratu, pač na nek način odraža pač utripanje srca. V večini primerov verno odraža ta srčni utrip. Zdaj, v normalnih razmerah seveda imamo utrip ali pa frekvenco srca nekje med 60 do 100 ali pa 50 do 100, če majčkeno bolj razširimo te meje. To je vse nekako normalno. Zdaj, včasih seveda vemo vsi, da srce v normalnih razmerah dokaj ritmično lepo tolče, enakomerno in v normalnih razmerah ga niti ne čutimo, a ne, če nismo zelo pozorni ali pa tudi, če smo, ne bomo začutili utripanja srca v prsnem košu. Včasih pa lahko pride do tega, da ta ritmičnost izgine, lahko zgolj za trenutek, lahko pa tudi za daljše obdobje. Zdaj, kdaj moramo biti mi previdni? To je nekako namen tega predavanja, da mogoče malo opozorimo na to, da včasih je dobro, kadar začutimo, da je utrip nereden, obiskati potem zdravnika. Kot sem že omenil, vsi smo že kdaj imeli nereden utrip, lahko malo preskoči. Kadar gre za momentalen dogodek, če se to ne ponavlja ali pa če ne gre za pospešen utrip ali pa zelo počasen utrip,
potem, ki vztraja, to je pomembno. Potem pravzaprav to niti ni nujno zelo pomembno. Če gre pa za stalno povišan utrip ali pa stalno nizek, recimo, da na ves čas toče 40 na minuto ali manj, potem vemo, da nekaj ne bo v redu in moramo obiskati zdravnika. Isto velja, če nam preskakuje, če se ti preskoki posamični ponavljajo preko dneva in iz dneva v dan, potem moramo biti pa pozorni in moramo obiskati zdravnika. Če govorimo o aritmijah, je tako, da mnoge izmed aritmij niti niso nevarne in niso, bomo rekli, takoj življenje ogrožajoče. Nekatere pa so lahko in zdaj, kako to zdiferencirati, bom poskusil malo ponazoriti skozi naslednjih recimo 15 do 20 minut. Če poskusimo najprej opredeliti nekatere pojme, da bomo lažje razumeli, o čem govorimo, verjetno smo vsi večkrat slišali pojem aritmija. Aritmija je nek tak zelo širok pojem, ki opredeljuje vsako odstopanje od normalnega, rednega utripanja srca. V normalnih razmerah naš srčni utrip vodi ritmovnik, mi rečemo temu. Naravni ritmovnik srca je sinusni vozel. To je nek skupek celic, ki ležijo, ne vem, koliko boste videli, na tej slikci se vidi, z modro označen, tako zelo shematično, visoko v desnem preddvoru. In v normalnih razmerah ta sinusni vozel določa, kako hitro bo naš srce bil, ker je pod vplivom avtonomnega živčevja in zaznava potrebe telesa po tem, kako hitro mora srce črpati kri. Se pravi, če spimo, je naš utrip lahko tudi 40 in je to popolnoma v redu, če smo aktivni, je pa lahko tudi 160 in več, je to tudi povsem normalno. V mirovanju, ko pa sedimo, je pa ponovadi naš utrip nekje 60 do 80 na minuto v večini primerov. Kadar gre za odstopanje seveda od tega, kadar naš ritem srca ne odraža delovanje sinusnega vozla, takrat govorimo pa o aritmijah. Aritmija je lahko pa karkoli, to sem že večkrat nakazal, se pravi, kar je nad 100, je prehitro, takrat govorimo o tahikardijah, kadar je manj kot 60 ali pa manj kot 50 na minuto, takrat govorimo o bradikardiji, to je prepočasen utrip. Razen tega, da je utrip lahko prehiter in prepočasen, je lahko tudi nereden. Kadar je povsem nereden, takrat govorimo pa tudi o nekem nerednem utripanju in v ožjem pomenu besede aritmija pomeni neredno utripanje srca oziroma nereden srčni utrip. V širšem pomenu pa kakršnokoli odstopanje, kot smo rekli, od našega normalnega bitja srca. Zdaj, če se nekoliko posvetimo predvsem hitremu utripu srca. Za te govorimo, da so tahikardije, jim rečemo strokovno, in vse, kar je nad 100 na minuto in ne izvira iz tega našega vodiča ritma, se pravi sinusnega vozla, je to tahikardija. In v tem primeru govorimo, da je seveda takšna tahikardija tudi aritmija. Po izvoru jih delimo glede na to, kje izhajajo, se pravi, lahko izhajajo iz preddvorov ali pa iz prekatov. In glede na to jih pač poimenujejo, biti to za vas ni zelo pomembno. Je pa seveda pomembno, ker so ene bolj, takole, če rečem, v narekovajih nevarne kot druge. Zdaj, kako čutimo te naše aritmije? Najbolj pogosti simptomi, ki jih bomo imeli ob aritmijah, so občutki palpitacij. Zdaj, palpitacija je znova nek strokovni pojem, s katerim označimo občutek bodisi hitrega in močnejšega, lahko nerednega bitja srca v prsnem košu, to vse z eno besedo imenujemo palpitacije. Razen tega ob aritmijah lahko dodatno začutijo ljudje tudi nek neprijeten stiskanje v prsnem košu, blago dušenje. V skrajnih primerih so ljudje ob prehitrem utripu lahko tudi omotični in res v skrajnih primerih, ker gre za ekstreme, lahko seveda takšna aritmija, če je res hitra, privede do kolapsa oziroma sinkope, kot strokovno temu rečemo. Če si bomo pa zdaj, ko imamo takšen občutek, da nam srce močno in hitro bije, je treba povedati, da seveda tak občutek ni nujno odraz aritmije, zato je fajn, da takrat poskušamo to na nek način objektivizirati. Najlažje sami naredimo tako, da
zatipamo puls na zapestju ali pa na vratu, na vratni arteriji. In v tem primeru, če je ta občutek nekega razbijanja srca v prsnem košu dejansko posledica aritmije, bomo začutili tudi tukaj na pulzu, na zapestju, da je puls lahko hiter ali pa tudi nereden dodatno. Kar je pa zdaj zelo važno povedati, je pa to, se pravi, da ti simptomi in pa znaki, ki sem jih opisal, nam še zaenkrat nič ne povedo o tem, za kakšno aritmijo gre. Se pravi, simptomi in znaki so popolnoma nespecifični in jih imajo vse aritmije zelo podobne. Pač ene majčkeno bolj eno vrsto simptomov, druge drugo, ampak več ali manj iz tega, kar mi čutimo, lahko rečemo samo, da je utrip hiter pa nereden, kakšen je pa vzrok, ali gre dejansko za aritmijo in za katero aritmijo gre, pa žal ne moremo iz tega povedati in tudi ne, če srce poslušamo in tako naprej. In osnovno orodje, s katerim bomo pa končno lahko postavili diagnozo in bomo dokončno opredelili, ali gre za aritmijo in za kakšno, je pa EKG. Se pravi, kadarkoli imamo te simptome, ki smo jih zdajle opisali, in si zatipamo večkrat, da imamo hiter puls ali pa nereden, in če se to ponavlja, še posebej, če se zraven neprijetno počutimo, moramo do zdravnika, da se posname EKG. EKG, seveda s tem vas ne bom preveč moril, zato ker to ni vaše področje, ampak je neke vrste v bistvu seštevek vseh električnih aktivnosti v srcu. In to se potem seveda na nek način zabeleži, zapiše na papir in dobimo tako značilno krivuljo, ki je tukaj spodaj narisana, se pravi, ki ima neke značilne valove in pa odklone, ki jih imenujemo val P, QRS kompleks in tako naprej. In zdaj, seveda, ko mi dobimo to zabeležbo, potem pa lahko dokončno postavimo diagnozo. Zdaj, ali pa temu bolniku, ki ima te simptome, gre za aritmijo ali ne. Kar je ključno vedeti, je to, da moramo EKG posneti takrat, ko so prisotni simptomi. Se pravi, če imamo mi neke težave, ki so v obliki napadov, potem moramo EKG posneti takrat, ko imamo tako imenovan napad, ker mi čutimo, da srce hitro bije ali pa neredno bije, takrat je treba EKG posneti. Izven tega je lahko EKG popolnoma normalen in seveda ne bo nič pomagal pri določanju naše diagnoze. Dobro, če se zdaj nekoliko posvetimo na te tako imenovane tahiaritmije, tahikardije. Te delimo, kot smo rekli, glede na izvor, lahko na supraventrikularne, to so tiste, ki izvirajo iz preddvorov, in pa ventrikularne, to so pa te, ki izvirajo iz prekatov. Načeloma so te tako imenovane prekatne oziroma ventrikularne motnje srčnega ritma. Moramo biti bolj pozorni, zato ker so zelo pogosto ali pa najpogosteje vendarle povezane z nekim osnovnim strukturnim obolenjem srca. Pri nadprekatnih aritmijah pa to ni nujno. Lahko jih imajo ljudje, ki imajo popolnoma zdravo srce. Pa si bomo zdaj probali par primerov pogledati, zato da bomo videli tiste, ki so res najbolj pogoste. Bi mogoče v tem kontekstu 3 omenil, to je tako imenovana supraventrikularna tahikardija, s to se zelo pogosto srečujemo, to je ena izmed 3 najbolj pogostih. Druga, ki je številka 1 najbolj pogosta v odrasli populaciji kot obstojna aritmija, je atrijska fibrilacija. In pa ta tretja, se pravi, bomo na koncu malo omenili še prekatne motnje ritma, ker seveda so to tiste, ki so mnogokrat lahko problem pri ljudeh, ki imajo srčna obolenja. Če se zdaj najprej na kratko ozremo na tako imenovano supraventrikularno tahikardijo. To je zelo pogosta aritmija, ki se dokaj značilno pojavlja v obliki napadov in jo imajo lahko od otroštva in do recimo tudi odrasle dobe in celo do starejših let vsi ljudje. In ima tak tipičen občutek, v bistvu je to, pojavlja se v obliki nenadnih napadov, ponavadi ljudje povedo, da so naredili nenadni gib, recimo so se dvignili iz predklona ali so se pa stegnili, da bodo nekaj vzeli, potem imajo pa občutek, da je nastal nek presledek v utripu, potem začne pa razbijati. In ponavadi imajo med takšnim napadom puls lahko zelo hiter, je pa tudi zelo reden, kot da bi nek stroj deloval.
frekvenca srca takrat med takšnim napadom je pa lahko od 130 pa tudi preko 200 na minuto. Kar je fajn je to, da takšna aritmija, čeprav je zelo neprijetna, so ljudje, ki prvič doživijo, so zelo prestrašeni, ker če nekomu srce neprestano začne biti 160 na minuto, je to zelo neprijeten občutek. Večinoma ni povezana z obolenjem srca in tudi ni ogrožujoča aritmija. Je zelo neprijetna tudi zato, ker nastane zelo nenapovedano, praviloma jo ne moremo napovedati, ali pa ni nekega obolenja, ali pa recimo, da neke hrane, ali pa neke vrste aktivnosti, s katero bi to sprožili, ampak nastane največkrat čist brez nekega jasnega napovedanega sprožilca in to zelo moti ljudi, ker kar kot strela z jasnega ponavadi udari in potem to takole razbija. Če bomo EKG posneli, vidite tukaj, tako zelo na gosto se javljajo tile srčni utripi, vsaka takšna kljukca oziroma QRS kompleks, kot mu rečemo, odraža en srčni utrip. In v tem konkretnem primeru je imel ta bolnik seveda frekvenco srca blizu 200 na minuto. Zdaj, fajn je vedeti, da kaj pri takšnem napadu narediti. Seveda prva stvar je, da moramo EKG posneti. Druga stvar je pa ta, da ker je to zelo neprijetno, ponavadi ljudje gredo takoj k zdravniku, je pa fino, ker jo lahko dokaj enostavno v večini primerov prekinemo. Včasih jo lahko prekinemo tudi sami in dostikrat ljudi tudi mi to naučimo s tako imenovanimi vagalnimi manevri. Kaj zdaj to pomeni? To pomeni, da recimo en tipičen vagalni manever je to, da globoko zajamemo sapo takole, potem se pa tako napnemo, kot da nas na blato sili, pa se moramo napenati in malo pritiskamo. In dostikrat to prekine aritmijo. Tako kot če boste pogledali tale EKG spodaj, čist dol na dnu diapozitiva, vidite nekaj utripov zelo hitrih, potem pa to takole lepo prekine in se pojavi lep, normalen, počasnejši srčni utrip. Pri tem konkretnem bolniku, se pravi, včasih to lahko s takšnimi manevri dosežemo, ali pa če si masiramo takole, tukaj, ker tipamo recimo puls na vratu, tukaj malo masiramo. Ampak pri tem je treba biti pozoren, ker s takšnim manevrom včasih naredimo potem, ko aritmijo prekinemo, daljšo pavzo in lahko potem, ker to pavzo naredimo, se nam zavrti, lahko celo pademo. Zato, če to izvajamo, moramo ležati. Tako da bolje je, da uporabimo tisti drugi manever. No, kadar pa to ne deluje, damo pa neko injekcijo in to zdravilo, ki vsebuje substanco, ki se reče adenozin, imajo zdaj že vsi zdravstveni domovi, urgentne ambulante, to je fajn vedeti, če imate koga ali pa če bo kdaj kdo doživel tovrstne napade, potem damo takšno injekcijo in to v hipu prekine, tako kot tukaj dol lepo vidimo, po injekciji tega adenozina se aritmija takoj prekine. Zdaj smo mi pri teh ljudeh napad prekinili, kar je super. Težava je pa ta, da seveda se ti napadi potem, ko enkrat se lahko ponavljajo. Zdaj moram pa na nek način doseči, da se ne bi ponavljali, zato da ne bo treba vsakič na urgenco temu iti, če doma ne bo mogel napada prekiniti. In kaj pol naredimo? Ponavadi damo zdravila, vem, da to mogoče malo čudno tukaj zveni, kot so blokatorji beta ali pa pač nek antiaritmik, s katerim poskušamo preprečiti, da bi se ti napadi ponavljali. Pri nekaterih ljudeh to deluje, recimo tipično zdravilo, ki ga pogosto predpisujemo, je recimo Biol ali pa Concor ali pa Nebilet, kaj podobnega predpišemo in mnogokrat to malenkost zmanjša število teh napadov. Pri mnogih se pa navkljub tem zdravilom ponavljajo. Oziroma po drugi strani, mnogokrat, če gre za mlajše ljudi, si ne želijo zaradi teh napadov, pa če drugače nimajo nobenega obolenja srca, kar je pogosto, ne želijo zdravil jemati. In pravijo, zakaj bi jaz jemal zdravila, če sem drugače zdrav. No in potem je dobro vedeti, zato vam zdaj to kažem, da obstaja poseg, s katerim lahko tovrstne napade trajno odpravimo. Temu posegu se reče pa radiofrekvenčna kateterska ablacija in jo pač izvajamo aritmologi v pač večjih bolnišnicah. Se pravi, če imate kakšnega znanca, sorodnika, ki ima tovrstne napade in so moteči, potem je daleč najbolj učinkovit način zdravljenja z katetersko ablacijo, s katero lahko preko 90% tovrstne napade tudi odpravimo. Tako
Tako, jaz bi to, kar se tiče supraventrikularnih tahikardij povedal. Zdaj bomo pa majčkeno pogledali drugo zelo pogosto aritmijo, s katero se mnogi srečamo v odrasli dobi in ki jo mi v ambulantah zelo pogosto videvamo, to je pa tako imenovana atrijska fibrilacija. Zakaj se zdaj toliko o njej pogovarjamo? Prvič, za ponazorilo, vidimo tukaj v zgornjem posnetku nek normalen elektrokardiogram, kjer vidimo, da so, se pravi, ti intervali lepo redni, za razliko od spodnjega zapisa, kjer je prikazana pa atrijska fibrilacija, kjer so pa ti intervali prvič zelo neredni, pa tudi pospešeni. Praviloma vsaj v začetku imajo ljudje, ki preskočijo v to aritmijo, puls pospešen in nereden, kar je zelo neprijetno, ker se srce zaganja, pa upočasni, pa majčkeno zastane, pa spet zdrdra in te spremembe so izjemno moteče za bolnike. Druga stvar, ki je zelo pomembna pri tej atrijski fibrilaciji, je pa ta, da seveda nosi s seboj lahko določena tveganja. Za razliko od supraventrikularne tahikardije, ki smo jo prej videli, ki praviloma ni ogrožajoča in ni povezana s srčnim obolenjem, pa pri atrijski fibrilaciji temu ni tako. Lahko jo imajo ljudje, ki so brez vseh srčnih obolenj, približno tretjina vsaj je takšnih, ki nima v osnovi nobenega srčnega obolenja, vendar pa mnogi ljudje imajo, predvsem tisti, ki imajo povišan pritisk, ki imajo morebiti srčno popuščanje, vsa ta srčna obolenja ali so preboleli infarkt, predestinirajo, se pravi nekako nagibajo k temu, da imajo ljudje povečano tveganje za pojav atrijske fibrilacije. Tudi staranje, z starostjo se pojavnost atrijske fibrilacije izrazito povečuje, tako da recimo v populaciji ljudi, ki so starejši od 70 let, ima približno 10% ljudi, ki so starejši od 70 let, že atrijsko fibrilacijo. Skratka, pogosta aritmija, jo srečujemo. Kar je zanimivo je to, da mnogi imajo simptome, približno 20% recimo ljudi pa ne ve, da ima to aritmijo. Zakaj je zdaj to pomembno? Zato, ker atrijska fibrilacija, razen tega, da seveda je aritmija kot taka, ima dva problema. Prvič, na nek način poveča možnost nastanka možganske kapi. V mehanizme ne bi želel zdaj zahajati, ampak na nek način poveča možnost nastanka možganske kapi. Še posebej, kadar je pridružena drugim obolenjem, kot je povišan pritisk, sladkorna bolezen, srčno popuščanje in tako naprej. In zato jo je zelo pomembno zaznati. To je tudi eden izmed glavnih razlogov, zakaj seveda poskušamo motivirati populacijo splošno, še posebej ljudi, ki so starejši, da si poskušajo slediti svoj puls. Zato, ker z sledenjem pulza lahko zaznamo atrijsko fibrilacijo, ki je sicer ne bi začutili. Pomembno je to zato, ker kar lep delež ljudi, ki ima atrijsko fibrilacijo, lahko kot prvo manifestacijo aritmije doživi možgansko kap. In to vemo, da je, ko enkrat doživimo možgansko kap, še posebej tista, ki je pridružena atrijski fibrilaciji, je mnogokrat obsežnejša kot možganska kap, ki jo dobimo zaradi drugih razlogov. To je prvi razlog. Drugi razlog je pa ta, da atrijska fibrilacija lahko vpliva pri ljudeh, ki imajo osnovno srčno obolenje, tudi na njihovo prognozo. Se pravi, če ima nekdo srčno popuščanje, pa se pojavi pri njem atrijska fibrilacija, imajo ti ljudje večkrat poslabšanje srčnega popuščanja do te mere, da morajo zaradi poslabšanja v bolnišnico in imajo slabšo kvaliteto življenja, so manj fizično zmogljivi in tako naprej. Zdaj pa, kaj lahko naredimo? Se pravi, zdaj, ko smo enkrat pri nekom dokazali, da ima atrijsko fibrilacijo, znova, če zatipamo nereden puls, gremo k zdravniku, ta posname EKG, če tam zabeležimo atrijsko fibrilacijo, praviloma potem osebni zdravnik takšnega bolnika napoti k nam, k kardiologom, potem pa mi se odločimo, kaj zdaj narediti naprej. Dve možnosti sta, zelo na grobo, se pravi, pri nekom, ki ima to aritmijo, se lahko odločimo, da bomo to aritmijo v osnovi pustili, pa bomo samo
srčno frekvenco zmanjšali tako, da bo v mirovanju tam nekje 80 do 90, največ 100 na minuto. Ugotovili smo namreč to, da tudi če ta aritmija v osnovi ostane, pa zagotovimo, da srčna frekvenca ne bo prehitra ob tem, da bo kolikor toliko normalna, potem ti ljudje nimajo več toliko simptomov, tudi ni več tako neugodnega vpliva na srčno popuščanje, imajo relativno dobro kvaliteto življenja. Tega se poslužimo predvsem pri ljudeh, ki bodisi te aritmije sploh niso čutili, ali pa mislimo, da nimamo več veliko možnosti, da bi lahko dosegli normalni ritem. Pri tistih, kjer mislimo, da obstaja neka recimo temu razumna možnost, da bomo lahko dosegli vzpostavitev normalnega ritma, se pa potrudimo, da bi to dosegli. Zdaj pa kako zdaj to dosežemo? Najprej moramo aritmijo prekiniti, to ponavadi dosežemo tako, da predpišemo določena zdravila, kot so antiaritmiki. Če to ne deluje, naredimo tako imenovano elektrokonverzijo in potem spet nadaljujemo z zdravili, temi antiaritmiki. Tako da preprečimo ponovitve napadov. Druga možnost, seveda, ki obstaja za obravnavo tega, da bi preprečili, da se ta atrijska fibrilacija ponavlja pri ljudeh, je pa katetrska ablacija. Tisto, kar sem omenil kot prvo opcijo, se pravi, da pač pustimo bolnika v aritmiji in samo poskrbimo, da utrip ni prehiter, to imenujemo nadzor srčne frekvence. Ta druga strategija, kjer poskušamo normalen ritem vzpostaviti, se pravi, to je naš cilj seveda, da poskušamo odpraviti aritmijo, je pa vzdrževanje sinusnega ritma, to sem že omenil, se pravi, prekinemo aritmijo in damo zdravila. Pri mnogih ta zdravila ne delujejo ali pa imajo stranske učinke nekateri antiaritmiki zelo neugodne. No, in za te je pa zelo dobra opcija tudi zdravljenje, tako imenovana katetrska ablacija, to je fajn vedeti. Pač gre za nek malo invaziven interventni način odpravljanja atrijske fibrilacije, za katerega danes vemo, da je učinkovitejši, kot so antiaritmiki, in s katerim lahko pri nekaterih ljudeh kar za nekaj časa tudi odpravimo aritmijo ali pa vsaj bistveno zmanjšamo število ponovitev in na ta način izboljšamo kvaliteto življenja, seveda zmanjšamo simptome kot posledico aritmij in pri nekaterih tudi zmanjšamo potrebo po hospitalizaciji zaradi srčnega popuščanja. Se opravičujem. Tako da to je dobro vedeti. Pogosta aritmija, seveda pri ljudeh, ki se jim napadi pogosto ponavljajo, imajo ob tem številne simptome in se slabo odzovejo na zdravljenje zdravili, je smotrno obiskati kardiologa, aritmologa, ker se jim da dodatno pomagati z posegom katetrske ablacije, ki je dandanes postal en izmed pomembnejših načinov zdravljenja te aritmije. Tako, se opravičujem. Zdaj pa za konec še 10 minut, več vam ne bom ukradel, še o ventrikularnih motnjah srčnega ritma. Če sta bili te dve aritmiji, se pravi tako oni nadprekatni in večinoma nista vsaj akutno ne življenja ogrožajoči, je pa pri prekatnih tahikardijah zgodba lahko drugačna. Se pravi, te za razliko od tistih izvirajo v prekatih in so praviloma povezane z nekim osnovnim obolenjem srca. Se pravi, če ima nekdo, začuti, da ima nek nereden ritem, ima preskoke ali pa neke salve zagonov hitrejšega bitja srca in potem na EKG-ju zabeležimo na primer nekaj takega. Jaz vem, da EKG za vas seveda ni zelo domača stvar, ampak če smo videli, da je bilo pri supraventrikularni tahikardiji tole levo so normalni utripi, kjer vidimo, da so te kljukce ozke, ti QRS kompleksi, vidimo potem nek tak trojček tukaj, eno salvo širših teh kompleksov QRS. To je tipičen odraz neke prekatne motnje ritma. Vse aritmije, ki izhajajo v prekatih, imajo široke komplekse QRS, rečemo. No, in kadar to vidimo, moramo pri tem bolniku opraviti različne preiskave, s katerimi izključimo morebitno osnovno srčno obolenje, ker te motnje ritma so lahko znanilec obolenja srca. Zdaj pa
Pojavljajo se pa znova, podobno kot nadprekatne, v številnih oblikah, včasih zgolj kot posamični preskoki, včasih tako, kot vidimo tukaj, kot ene kratke salve. Potem pri drugih ljudeh pa lahko, tako kot tukaj, na tem EKG-ju vidimo kot obstojna tahikardija. Tako kot pri tem bolniku, ki smo EKG posneli, smo videli, da ima obstojno prekatno tahikardijo. Takšno tahikardijo seveda praviloma spremljajo izraziti simptomi in jo moramo dostikrat tudi kar urgentno prekinjati, ni pa nujno. Ampak kar bi želel povedati, da bi si mogoče malo zapomnili, je, če ima nekdo v EKG prekatne motnje ritma, moramo izključevati osnovno srčno obolenje, ker v večini primerov je lahko prisotno. Zdaj pa katera obolenja, zdaj pa to ne deluje dobro. Ok, bom probal takole. Najbolj pogosta so, številka 1 je ishemična bolezen srca, se pravi koronarna bolezen, to so ljudje, ki so preboleli infarkt ali pa imajo zožene koronarne arterije. In to, če bomo zdaj na tem grafu, ki je sicer v angleščini, se opravičujem, pogledali, vidimo, da je kar v 70% pri ljudeh, ki imajo neke prekatne motnje ritma, je v ozadju koronarna bolezen. To je tudi zelo pomembno. Prva stvar, ki jo moramo pri teh ljudeh izključevati, je, da nimajo zoženih koronarnih arterij. Se praviloma potem jim opravimo koronarografijo. Potem so pa nekatere redke še, se pravi obolenja srčne mišice, kot je recimo dilatativna kardiomiopatija, to pomeni, da se srce širi, da se stene tanjšajo, pa drug ekstrem, hipertrofična kardiomiopatija, pri teh bolnikih se pa srčna stena začne debeliti, postaja zmeraj bolj debela. Ampak te oblike so redkejše in zgolj približno 15% so razlog za prekatne motnje ritma, ki jih odkrijemo. Številka 1, to se velja zapomniti, koronarna bolezen. Prav, kadar imamo prekatne motnje ritma, poskušamo zmeraj najprej to izključiti. Zdaj, kar je fajn vedeti, zdaj pa, kar pa verjetno vas zanima, je pa zdaj to pomeni. Se pravi, kaj zdaj to pomeni zame, če pri meni ugotovijo, na primer, da imam posamične preskoke, se pravi, da imam prekatne ekstrasistole ali pa da imam kratke zagone prekatne tahikardije. Ali sem zdaj zaradi tega ogrožen zaradi srčnega zastoja, ali bom potreboval neke interventne načine zdravljenja in tako naprej. Kot smo že omenili, seveda, prekatne motnje ritma so praviloma pogostejše pri ljudeh, ki imajo osnovno srčno obolenje. Če pa pogledamo celotno populacijo ljudi, je pa tako, da je vsaj polovica žrtev nenadne srčne smrti zaradi prekatne tahikardije nima predhodno nobenih znakov srčnega obolenja. Se pravi, da se ta problem pojavi pri ljudeh, ki imajo, mi rečemo temu, neko subklinično obliko. Tako da je dostikrat prej ni opozorilnih znakov in se to lahko pojavi. Na srečo je ta dogodek izjemno redek, kot vidite tukaj s staranjem se povečuje, ampak to je ranga nekje 10 do 50 na 10.000 person let, se pravi bolnikovih let, se pravi to je izjemno, to se v promilih meri ta incidenca. Kratka, verjetnost, da boste vi doživeli srčni zastoj, je izjemno majhna, manj kot 1 na 1000, se pravi mogoče 2 do 5 na 10.000. Seveda to se povečuje pri ljudeh, ki imajo neko srčno obolenje, to je pa mogoče bolj zanimivo za tiste, ki imajo morebiti že, ali so preboleli srčno-mišični infarkt. Pri ljudeh, ki imajo koronarno bolezen, se pravi, je pa verjetnost, da bo prišlo do prekatne tahikardije, potencialno ogrožajoče, take, ki bi lahko privedla do srčnega zastoja, malo večja. In vidimo, da ob akutnem infarktu, celo takrat, ko infarkt nastane, pa prve dni ob njem, ima približno 13% možnosti, da bo prišlo do srčnega zastoja. Dobra novica je ta, da ta tveganje izjemno hitro upada. Največje je prvi mesec ob infarktu, se pravi, takoj, ko imamo infarkt, pa potem prvi mesec, potem pa zelo hitro upada, zelo hitro. Zdaj, v današnjem času, ko imamo zelo učinkovite načine zdravljenja infarkta, se pravi z balonsko dilatacijo, z ustavitvijo opornic, ta tveganja še hitreje upada.
Nekoliko večje je za ljudi, ki imajo po infarktu okrnjen iztisnjen delež, se pravi, če je normalen iztisnjen delež levega prekata nekje 60% ali več, pri osebah, ki imajo recimo po infarktu srčno popuščanje in iztisnjeni delež manj kot 35%, je pa v absolutni meri tveganja tam 1 do 2%. Zato te ljudi potem, zato ker vemo, da ta tveganje obstaja, nekako zaščitimo pred nenadno srčno smrtjo, tako da dobijo vsadni kardioverter defibrilator oziroma ICD, kot jim rečemo za kratico. Pri tistih, ki imajo pa kronično neko bolezen, se pravi nekdo, ki je pa pred 3 leti ali pa 2 prebolel infarkt, je pa tveganje relativno majhno za nenadno srčno smrt. Pri teh ljudeh se sicer prekatne motnje ritma lahko pojavijo, to je tukaj malo ponazorjen, mogoče, da boste si lažje predstavljali, se pravi, če se pri bolnikih, ki ob infarktu, se pravi v neki akutni fazi ob infarktu, pa prve 2 tedna po infarktu pojavljajo takšne oblike, se pravi, tukaj vidimo številka 2 in 3. 3 je prekatna fibrilacija, številka 2 je neka hitra, mi rečemo temu zelo hitra polimorfna prekatna tahikardija. Ti dve praviloma rezultirata v nenadnem srčnem zastoju. Pri ljudeh, ki pa so imeli recimo infarkt pred letom dni ali pa nekaj meseci ali pa nekaj let, se pa večkrat pojavlja tale številka 1 in to vidimo je večina, je pa tako imenovana monomorfna prekatna tahikardija. Ta pa na srečo ne rezultira, v večini primerov ne rezultira v nenadnem srčnem zastoju. Kako se ta manifestira? Zelo različno, odvisno kako hitra je. Če smo rekli za tiste številko 2 in 3, da je lahko nenaden srčni zastoj, je pri ljudeh, ki imajo to drugo, so lahko samo čutijo hitro razbijanje srca, čutijo, da imajo nižji krvni tlak, so oslabeli, nekateri pa niti tega ne. Nekateri pridajo pa čutijo, da imajo hitrejši puls, pa ne gredo k zdravniku, pa šele po nekaj dneh pridajo do zdravnika, ko začnejo malo težje dihati, zato ker to že traja, ker če nekomu 150 nabija srce nekaj dni, je to približno tako, kot če bi mogli vi ves čas hitro teči. Mogoče bi šlo 1 urico, 2, potem bi se pa upehali. In to se s srcem zgodi po nekaj dneh in pridejo znaki srčnega popuščanja. Na srečo seveda takim lahko zelo hitro pomagamo. Prva stvar, ki je seveda, da moramo mi to aritmijo prekiniti. Najbolj učinkovit način, za razliko seveda od nadprekatnih aritmij, tukaj ni toliko časa in uporabimo zmeraj elektrokonverzijo v veliki večini primerov. Potem, ko smo naredili elektrokonverzijo, imamo pa čas, pa poskušamo potem ugotoviti, kaj je osnovni razlog za aritmijo in poskušamo preprečiti ponovitve. Tule so pa principi zelo podobni, se pravi, predpišemo antiaritmike, potem tiste, za katere ocenimo, da imajo veliko tveganje za nenadno srčno smrt, ustavimo tako imenovani ICD oziroma vsadni kardioverter defibrilator. Kar je pa zdaj važno vedeti, je pa to, potem, ko smo mi taki osebi, ki je mogoče celo že imela nenaden srčni zastoj, pa smo jo uspešno rešili, ali pa presodimo, da ima veliko tveganje, da bo imela srčni zastoj, važno je vedeti, da s tem seveda nič ne zdravimo. Mi s to napravo ne zdravimo srčnega popuščanja, ne zdravimo osnovnega srčnega obolenja, ampak samo preprečimo, da bi ob pojavitvi te življenje ogrožajoče aritmije prišlo do srčnega zastoja. To je kot en angel varuh, pač bdi nad ritmom, ko se pojavi takšna aritmija, kot je tole tukaj, da nek sunek, kot en šok. Za ljudi je to dokaj neprijetno, vendar jim reši življenje, ker prekine to aritmijo. Ključno pa je, da seveda mi poskušamo tem ljudem čim bolj zmanjšati možnost, da bi se te aritmije ponavljale, ker če se zelo pogosto ponavljajo, tudi to samo po sebi lahko privede do poslabšanja srčnega popuščanja in tako naprej in negativno vpliva na prognozo. Pri tem je pa ključno temelje predstavlja še zmeraj medikamentozno optimalno zdravljenje srčnega popuščanja, koronarne bolezni. Zdravila so temelj zdravljenja, z ICD-jem preprečujemo nenadno srčno smrt in če navkljub tej optimalni medikamentozni terapiji prihaja do ponovnih
prekatnih aritmij, potem pa imamo druge možnosti znova. Najprej včasih predpišemo antiaritmike, če pa ti ne delujejo, potem pa tudi za te bolnike seveda obstaja poseg, ki mu rečemo kateterska ablacija, s katero lahko preprečimo, da bi imeli ti ljudje preveč pogoste napade teh prekatnih tahikardij in te zelo neprijetne sunke ICD-ja. To je zelo specifična terapija in seveda o tem odločamo potem pa res subspecialisti, aritmologi. Je pa fajn to vedeti, da tudi ta opcija obstaja za ljudi, ki imajo številne sunke ICD-ja navkljub optimalni terapiji. Tako, zdaj sem bil pa jaz že kar dolg in bi se tukaj zahvalil vsem za pozornost in če ima slučajno kdo kakšna vprašanja, bom pa z veseljem odgovoril. Ja, hvala lepa. Nekaj vprašanj je v chatu, pa bi mogoče kar začeli. Zdaj, če lahko mogoče začnemo kar z enim, ki smo ga dobili na društvo že pred začetkom. In sicer v novembru sem imel ablacijo, motenj ritma več nimam, zdravila pa jemljem redno. Zanima me, če grem lahko na masažo celega telesa v zdravilišče. Ja, načeloma brez vsakega problema. Zdaj sicer ne vemo, za kakšno aritmijo je šlo, ampak načeloma po ablaciji je treba praviloma 2-3 dni počakati, toliko, da se te rance v dimljah malo zacelijo, potem pa, ko se počutje izboljša, se lahko v večini primerov vsaj prične spet ponovno z vsemi aktivnostmi. Dobro. Gospa Tanja sprašuje, ali ima srce res točno določeno število utripov v življenju? Ja, to je dobro vprašanje. Nekaj časa se je o tem veliko govorilo, da ima srce neko maksimalno število utripov v življenju. Zdaj tega z zanesljivostjo noben na svetu ne ve. Kar pa vemo, je pa tako, da seveda ni dobro, če je naš srčni utrip skozi daljša obdobja, zdaj tukaj govorimo mesece in leta, visok. Zdaj, kaj zdaj to pomeni visok? Spet zelo odvisno od tega, ali imamo mi zdravo srce in smo drugače popolnoma zdrava oseba, ali imamo v osnovi neko srčno obolenje. Če smo zdrava mlada oseba, imamo lahko tudi 80, 85 pulza, 90 pulza, se ne bo nič kaj hudega zgodilo. Razen da zvečer, ko se uležemo, čutimo, da srce močneje tolče in to ni najbolj prijeten občutek, ki nas moti in mogoče nekateri težje zaspijo in tako naprej. V takih primerih potem včasih predpišemo zdravila, kot so blokatorji beta ali pa kaj podobnega, s katerimi potem pulz znižamo za 10 do 15 utripov na minuto in potem ti simptomi izginejo. Za ljudi, ki imajo pa recimo so preboleli infarkt, imajo tako imenovano koronarno bolezen, ki imajo srčno popuščanje, za te pa bi jaz rekel, da seveda morebiti obstaja neko maksimalno število utripov, ali pa če se bolje izrazim, je bolje, da imajo srčni utrip okoli 60 ali celo majčkeno manj kot 60 na minuto, kot pa da ga imajo 70 do 80. Iz enostavnega razloga zato, ker za srce, ki ni zdravo, če vzamemo analogijo znova z nekim tekom, pomeni to, za nekoga, ki je utrujen in izčrpan, mnogo težje teče in enako velja za srce, ki je bolno in ki ima mogoče suboptimalne energetske zaloge na celičnem nivoju, se tak srce hitreje izčrpa, če ima frekvenco višjo in je večja možnost, da bo prišlo do poslabšanja srčnega popuščanja, je večja možnost, da bo prišlo do simptomov angine pectoris spineconchuma, ki ima recimo nekoliko zožene koronarne arterije. Za te bolnike je pa priporočeno, da je srčni utrip 60 na minuto. Med 50 in 60 je priporočilo. Dobro. Kaj pomeni, če je še 2 uri po hoji utrip višji? Ja, zdaj znova je to spet relativno odvisno, koliko višji je. Zavedati se moramo pa, koliko je bila hitra hoja. Zavedati se moramo, da vsaka fizična aktivnost in en izmed pozitivnih
učinkov fizične aktivnosti je ta, da pospešijo metabolizem in da ta pospešen še nekaj časa po fizični aktivnosti. Na ta način uspešno reguliramo telesno težo in tako naprej. Se pravi, utrip je nekaj časa po fizični aktivnosti še lahko nekoliko hitrejši. Zdaj pa, če govorim čist čez palec, če smo hitro hodili, pa smo imeli 110 pulza, potem pa pridemo domov, pa počivamo, pa je potem nekaj časa še 100, potem pa to ni najbolj optimalno in nakazuje lahko različne stvari. Bodisi, da mi nimamo najboljše kondicije, bodisi, da je nekaj narobe s prenosom kisika po telesu, se pravi, da lahko imamo malo nižji hemoglobin, bodisi, da je kaj na hormonskem nivoju, se pravi, da ščitnica prehitro deluje. Razlogov je več in jih je zelo težko takole čez palec našteti, ampak če se to pogosto dogaja, predvsem o tem, če pa gre za to, da imamo potem nekaj časa puls še 80, pa načeloma to ni nič posebej narobe. Dobro, potem je pa tukaj eno daljše vprašanje, pa bi jaz gospoda Černeliča spet kar prosila, da se oglasi pa sam pove težavo. Ja, v redu. Ja. Hvala lepa za poziv. No, imam urejen pač krvni tlak, spremljam se to tako, vendar se mi je pojavilo, da sem rekel iznenada 21. februarja doživel, da je bil utrip 28, pa sem tako hitro skočil na 80, pa se v 2 minutah dejansko spustil na 65. Potem je bilo pa vse v redu do 1. marca, ker se mi je pa spet zgodilo, da je pa utrip skočil na 175, malo slabosti, je bilo vmes tlak, ki je šel pol izmeriti, je bil 130-62, kar je v redu. Se je po parih minutah uredilo, ampak če je po 20 minutah se je ponovno ponovilo, sem imel utrip 180, pa dejansko tlak se ni dalo izmeriti preko pač merilca, ampak spet se je to zadeva umirila, seveda, ker sem malo spremljal tudi oksidacijo, ki krivulja je bila obupna, no, tale. Zdaj pa od tistega časa naprej spet čisto normalno in so tlaki čudoviti, to se pravi 138, 127, 70, 57, skratka, povsem normalno. 2 dogodka, ki sta pa nekako izletela ven. Kaj je to? Ja, to je zdaj tipično simptom, ki ste vi opazili. Zdaj, če prav razumem, je na 180 za koliko časa porasel puls? Par minut. Par minut, ja. No, ampak 180, potem padel. 180, ja. A bi vi lahko rekel, je takrat, ko je bil 180, bil ta vaš utrip majčkeno nereden ali je bil reden, kot da bi mašina tolkla? Utrip je bil nereden. Reden. Prav grda krivulja, pa bi rekel, skoraj ravno, ne. Popolnoma ravna frekvenca, fiksirana, če ste videli. Ja, 180 na minuto govori, to ni normalno in to govori za nek zagon neke tahikardije, to imenujemo. Zdaj, tukaj znotraj tega je pa zdaj cel kup možnosti. Ena je supraventrikularna tahikardija, druga je neke vrste atrijska undulacija, tretja je atrijska tahikardija. In zdaj smo prišli do tega, kar sem na začetku razlagal, da seveda nekaj so simptomi, zdaj mi vemo, da vi imate tahikardijo. Zdaj pa, če pa želimo izvedeti, za kakšno tahikardijo gre, je pa treba na nek način poskusiti pridobiti EKG v času težav. In zdaj naletimo na težavo, kadar gre za tako kratkotrajne zagone, ki so za nameček še zelo redki, je to včasih izjemno težko zabeležiti. Tako da jaz bi rekel, če to traja, če ste blizu zdravstvenega doma, je daleč najboljše, da takrat, ko se to začne, da vas nekdo z avtom tja pelje in da rečete, jaz rabim sam EKG, ne rabim doktorja, jaz tako svojim bolnikom naročim in jih potem sam tja peljejo in jim takoj čim prej sestra posname EKG. Ker brez tega, da mi na EKG zabeležimo, je nemogoče diagnozo postaviti. Zdaj, če se to začne pol pojavljati, recimo vsaj enkrat na 2 tedna, potem že obstaja, pri nas recimo imamo 14-dnevni holter, potem, če bi se recimo enkrat na 2 tedna, se bo 2-krat na mesec zadeva začela pojavljati, potem mi naredimo tako imenovan 14-dnevni holter. To pomeni, da imate neko napravico, ki beleži EKG
pri sebi 2 tedna, takrat, ko to čutite, na en gumb pritisnete in to nam potem noter označi, kdaj ste imeli simptome in potem to koreliramo z ritmom. Potem pa danes obstaja od nekih ur, ki znajo to zabeležiti, do nekih senzorjev, ki se dajo nalepiti in to beležijo. Bi pa rekel tako, se pravi, če prav razumem, se zdravite zaradi visokega pritiska. Ja. Ja. Kaj pa imate, katera zdravila pa imate? Dobro, zdaj to mogoče ni debata takole za javno, ja. Skratka, ponavadi v takem primeru, kot je vaš, že na to anamnezo, predpišemo mi tako temu rečemo beta blokator, Biol, Concor, Nebilet, nekaj izmed teh zdravil. S tem lahko do določene mere zmanjšamo možnost pojava teh zagonov, vsekakor je pa treba nekako napore usmeriti v to, da bi probali to na EKG zabeležiti na enega izmed teh načinov, ki sem jih omenil. Pa seveda ultrazvok srca je pametno narediti, zato ker če se že zdravite zaradi pritiska in tega, tako da malo vemo, kakšne so dimenzije srčnih votlin in tako naprej. Hvala lepa, imam napotnico. Ja, nikaj. Dobro. Imam diagnozo paroksizmalno predvorna fibrilacija. Kako se ozdravi lahko iz zdravili? Predvorna paroksizmalna fibrilacija oziroma atrijska fibrilacija, lahko jo zdravimo z zdravili ali pa z posegom, ki se reče kateterska ablacija. Se pravi, zdaj, če poskušamo napade preprečevati, tako da bi bilo čim manj, kar je treba reči je tako, atrijsko fibrilacijo nikjer na svetu z ničemer vam ne moremo pozdraviti, tako kot lahko pozdravimo pljučnico z antibiotikom. To aritmijo ponavadi imamo, je pa res, da lahko napade bistveno zmanjšamo ali pa za nekaj časa tudi odpravimo. Načinov je več, kot sem omenil, antiaritmiki, zdaj katerega predpišemo, zato je potrebno imeti več podatkov, se pravi, morebitna druga hkratna obolenja, informacijo o ultrazvoku srca, potem na podlagi tega predpišemo enega izmed antiaritmikov, ni jih prav veliko na izbiro, pač imamo ene 4-5 zdravil, ki jih za to lahko uporabimo. Če to ne deluje, za nekatere ljudi to deluje, če pa to ne deluje, potem pa vsekakor pride v poštev kateterska ablacija. Če so napadi zelo redki, na primer enkrat do dvakrat letno, včasih ni potrebno niti zdravila redno jemati, ampak imamo lahko antiaritmik pri sebi, to predpiše kardiolog na podlagi pač drugih podatkov in takrat, ko imamo napad, vzamemo ta antiaritmik, vzamemo pomirjevalo, počivamo in ponavadi v nekaj urah, urci, pol urce, 2, tak napad preneha, tako da ni potrebno iti na urgenco. Gospa sprašuje, leta 2016 je imela operacijo tumorja na trikuspidalni zaklopki. Po operaciji povišan srčni utrip, ki pa še vedno traja. Jemlje Concor. Zanima jo, bo utrip vedno povišan in ali je vse to od operacije? To je kakšna druga bolezen? skoraj nemogoče odgovoriti. Namreč treba bi bilo videti, kaj je razlog povečanemu utripu, odvisno tudi, koliko je zdaj ta utrip. Če zdaj govorimo o recimo 80 ali 90, je lahko samo višji utrip, lahko je pa tudi pri teh frekvencah v ozadju neka nadprekatna aritmija in zdaj za kakšen bolj specifičen odgovor je potrebno vsekakor imeti EKG na voljo na vpogled in zdaj težko kaj bolj specifično odgovorim na ta vprašanja. Jaz bi priporočil, da se s tem vprašanjem gospa obrne na svojega lečečega kardiologa, ki bi ga morala imeti, če je imela seveda operacijo na srcu. Če gre pa za bolj specifično aritmološko vprašanje, je pa tudi možno se naročiti v aritmološko ambulanto na polikliniki ali pa v kateri izmed večjih bolnic, no. Ne vem, iz katerega, od kje gospa je. Ta gospa še sprašuje, če je hipertrofična kardiomiopatija nevarna. Ja, zdaj, če govorimo znova z aritmološkega vidika, kar se tiče aritmij, je lahko nevarna.
Hipertrofična kardiomiopatija, kot sem že takrat malo pokazal, ne, v enih 15% je osnovni razlog pojavnosti teh nevarnih motonaritmij, to so prekatna tahikardija ali pa prekatna fibrilacija, ki lahko privede do zastoja srčnega. In hipertrofična kardiomiopatija predstavlja enega izmed dejavnikov tveganja za pojav nevarne motnje srčnega ritma. Zdaj pa, do katere mere, zato obstajajo pa posebni točkovniki in potem, ko mi vnesemo, to vključuje od oblike hipertrofične kardiomiopatije, koliko so stene zadebeljene, kakšni so simptomi, če je oseba že kdaj imela recimo kolaps ali kaj podobnega nepojasnjen. Potem to v ta točkovnik vnesemo in ocenimo, kakšno je tveganje. In to mora opraviti kardiolog. In potem se na podlagi tega odločimo, ali je za to osebo s to diagnozo varno zdravljenje z zdravili, ali bi že potrebovala recimo ICD. Tako da za takšnim vprašanjem načeloma ta diagnoza zahteva vodenje v ambulanti kardiologa, ki mora to opredeliti. No. Tako da bi priporočil, da se gospa obrne na svojega kardiologa, če pa ga nima, je pa treba napotiti v ambulanto kardiološko. Gospa sprašuje, pred časom ste javnosti predstavili nov poseg za zdravljenje atrijske fibrilacije, Poracija. Ja, tako. Jih že redno izvajate in kateri bolniki smo kandidati zanjo? Jo redno izvajamo. Zdaj imamo celo že 3 različne sisteme, 3 različnih proizvajalcev za to vrstno. Pravzaprav je ta metoda najbolj primerna za ljudi, ki imajo napade atrijske fibrilacije. In pri določenih proizvajalcih so določene omejitve, pri drugih druge, načeloma pa so skoraj vsi bolniki, ki imajo to diagnozo in ki pač se odločijo za ta način zdravljenja skupaj s kardiologom, so potencialno kandidati za to metodo. Dokončno se pa pač potem mi, ko bolnika pokličemo na poseg in ko pride k nam, odločimo, katera metoda bi bila najbolj primerna, se pravi ali elektroporacija ali še stara dobra radiofrekvenčna ablacija. Tukaj bi samo omenil, da kar se tiče uspešnosti zdravljenja atrijske fibrilacije, je elektroporacija pa ta konvencionalna radiofrekvenčna ablacija približno enako uspešna dolgoročno. Pač elektroporacija je tak boom dosegla zato, ker je hitrejša, pa ker je v določenih pogledih varnejša, ampak tle znova, to je treba postaviti v kontekst. Najbolj smo se bali poškodbe požiralnika. Verjetnost poškodbe požiralnika z standardno metodo je 0,05 do 0,015 odstotka, se pravi ekstremno majhna, ampak če je možno tudi to odpraviti, potem seveda smo veseli. Tako da načeloma je pričakovati, da bo sčasoma za atrijsko fibrilacijo elektroporacija postala predominantna metoda. Dobro. Ali je AV blok 2. stopnje MOBIC-1 povezan z atrijsko fibrilacijo? Kakšna je razlika med njima? Kaj menite o kardioziografiji? Je zanesljiva, to je analiza EKG podatkov z umetno inteligenco. Torej AV blok 2. stopnje MOBIC-1 neposredno z atrijsko fibrilacijo ni povezan. Obstaja pa seveda lahko v kontekstu nekega sindroma, ki mu rečemo tahibradi sindrom, kjer pač bolniki iz prepočasnega utripa preskočijo v napad hitrega utripa. Mehanizmi so raznorazni, v ozadju je velikokrat problem atrioventrikularnega bloka, večkrat bolezen sinusnega vozla, se pravi, ker ta naš vodič dela počasi in imamo počasen utrip in potem zaradi tega dobijo neka druga žarišča po srcu, možnost, da seveda se prebudijo in da prožijo zagone hitrega bitja srca, tipično največkrat potem atrijsko fibrilacijo. Neposredno pa zdaj, da bi rekel, da ljudje, ki imajo AV blok 2. stopnje, da imajo atrijsko fibrilacijo, ta povezava pa ni tako
tako neposredna. Druga stvar, se pravi, ja, umetna inteligenca pa analiza EKG-jev, o tem je seveda se zdaj zelo veliko piše, to je stvar, ki je še zelo v začetku. Kaže pa na to, da seveda bomo znali v prihodnosti, ko bodo ti modeli umetne inteligence naučeni na milijonih in milijonih EKG posnetkov, iz EKG posnetka osebe marsikaj povedati. Tudi, se pravi, tistega, ki ga posnamemo, ko nimamo nobenih težav, iz tega se da že zdaj napovedati spol, verjetnost pritiska visokega, številne stvari, in mnogo drugih stvari se bo dalo v prihodnosti verjetno napovedati, med drugim tudi to, ali smo ogroženi zaradi pojava atrijske fibrilacije v prihodnosti. Ampak to je še zelo v povojih, bo pa prišlo vsekakor tudi v klinično prakso v nekaj letih, ne še kar jutri. Gospod sprašuje, 23.4.2024 je doživel srčni zastoj. Takrat mu je bil v kliničnem centru vgrajen CRT-D, takrat je imel 25% kapaciteto srca, sedaj jo ima 45%. Kakšna je verjetnost, da se dogodek ponovi? Ja, v absolutnih, bom rekel, odstotkih je težko govoriti, ampak zdaj, če domnevamo, zdaj jaz ne vem, kaj je bil osnovni razlog, če je to po infarktu, potem je ta verjetnost približno odstotek, bi rekel, ne glede na njegovo funkcijo. Ampak bolniki, pri katerih se zaradi zdravljenja z zdravili in zaradi učinka tega resinhronizacijskega spodbujevalnika, ki ga gospod ima, iz tisti delež, se pravi funkcija srca izboljša do te mere, kad se pri njem 45 praktično pomeni blago okrnjeni stis ali pa že zelo blizu, se pravi nizko normalnemu, če govorimo, da je 50% nekje taka meja, recimo blago okrnjenega stisnega deleža. Ampak prelomnica je pri oceni tveganja za nenaden srčni zastoj, se pravi ponovitev nekega dogodka, zaradi česar bi gospod doživel šok, se pravi sunek, je 40% ta iztisnjen delež. Gospod je zdaj že nad tem in verjetnost je relativno majhna, pod 1%, v absolutnih merah. Tako da verjetnost ni zelo velika, jaz mislim, razen tega je gospod zaščiten. Tudi če bi do tega prišlo, do nenadnega srčnega zastoja ne bo več prišlo. Gospa pa sprašuje, kdaj se vgradi srčni spodbujevalnik? Ja, tipično, se pravi, v najbolj tipični osnovni indikaciji se srčni spodbujevalnik vgradi pri ljudeh, ki imajo prepočasen srčni utrip. Se pravi, to, o čemer smo danes govorili, ker je govoril o prehitrem utripu, pa o aritmijah, tukaj pravzaprav srčni spodbujevalnik, razen v nekem zelo majhnem oknu, specifičnem, nimajo svojega mesta. Pač pri različnih oblikah motenj prevajanja po srcu, kar imenujemo AV blok, ali pa pri motnji delovanja sinusnega vozla, kar imenujemo obolenje sinusnega vozla, se pravi, kadar je srčni utrip prepočasen, takrat se vgradi srčni spodbujevalnik. Druga velika skupina indikacij pa je, se pravi, zdravljenje srčnega popuščanja z tako imenovanimi resinhronizacijskimi srčnimi spodbujevalniki pri določeni podskupini ljudi, ki imajo srčno popuščanje. Zdaj vas pa ne slišim. Pardon. Ali ima nebilet prednost pred ostalimi beta blokatorji, ker zviša NO, ali lahko kljub ICD doživiš smrtni srčni zastoj? Ja, torej, kar se tiče preprečevanja aritmij, so beta blokatorji precej izenačeni, bom jaz rekel. To, da naj bi nebilet povečeval izločanje dušikovega oksida, NO, ki naj bi imel zaščitno delovanje zaradi tega, ker širi žile, ker izboljša endotelno disfunkcijo, ki je tudi eden izmed razlogov srčno-žilnih obolenj,
je možen pozitiven učinek, je pa težko soditi, ker zelo jasnih primerjav seveda ni bilo, ki bi enega z drugim primerjali pod to pogledno. Tako da bi jaz rekel, kar se tiče preprečevanja aritmij, so si precej podobni, je pa res, da po mojih izkušnjah nekateri ljudje prenašajo lažje ene, drugi pa druge. In jaz ponavadi potem predpišem najprej en beta blokator, pa če ima oseba težave, ga zamenjam. Tako bom rekel, ni to zdaj, da bi bil en boljši kot drug, ampak se ljudje nekako individualno odzovejo na določen beta blokator. Ali oseba, ki ima vgrajen ICD, lahko doživi smrtni srčni zastoj? Lahko. V redkih primerih se lahko naprava kot taka, zaradi tega, kako je ta naprava programirana. Naprava je narejena tako, da zazna nevarno motnjo ritma in jo potem poskuša prekiniti. Ima pa določeno število poskusov, če se po domače izrazim. In če po, recimo, 3. ali 5., zdaj težko govorim o specifični številki, poskusov še naprej vztraja prekatna fibrilacija, potem dodatnih šokov ne da. Ampak praviloma v večini primerov ICD prekine ogrožajočo aritmijo. Zdaj pa eno vprašanje s Facebooka. Diagnoza aritmogena displazija desnega prekata srca. Kakšna je prognoza možnosti zdravljenja? Gre za sina, star je 22 let, doživel je nenadni zunanji bolnišnični srčni zastoj, 50 minut do ROSC VFA. In še drugo vprašanje, kaj konkretno pomeni zame, če imam diagnosticirano kardiomiopatijo, poleg okvare zamašitve arterije LAD 90%, visokostopenjska zožitev, opravljena je bila PCI, POBA, LAD. Ok, to sta zdaj dve popolnoma ločeni vprašanji. Zdaj, če ima nekdo diagnozo aritmogene displazije desnega prekata in je doživel nenadni srčni zastoj, potem taka oseba dobi seveda kardioverter defibrilator in domnevam, da ta sin od gospe ima. Potem je, se pravi, po tej plati zdaj proti aritmijam zaščiten. Če bi se aritmije ponavljale, potem seveda lahko zdravimo to z določenimi antiaritmiki. In če to ne pomaga in bi imel zaradi tega številne sunke ICD-ja, obstaja možnost kateterske ablacije. Ampak to je, bom rekel, pri relativni manjšini. Drug del seveda prognostičnega, tistega, kar določa prognozo, je pa to, kako bo ta kardiomiopatija v prihodnosti napredovala. To je pa včasih težko napovedati in sčasoma seveda ta kardiomiopatija lahko napreduje in privede do slabšanja funkcije srca, potem pa glede na starost se potem odloča glede načinov zdravljenja. To so pa potem seveda vprašanja za ljudi, ki se ukvarjajo z napredovalnim srčnim popuščanjem. Pri nas imamo oddelek za napredovano srčno popuščanje, ambulanta za napredovano srčno popuščanje in potem se pa, kar se tiče specifičnih načinov zdravljenja, v skrajnih primerih tudi transplantacije srca, se pa potem odloča bom rekel, precej na konziliarni ravni, znotraj tovrstnih subspecialnih oddelkov. Tako, bistveno je pa redno jemanje predpisane terapije, tako bi rekel, ker to znova, tako kot sem prej rekel, zdravila, ki jih predpišemo za srčno popuščanje, vplivajo zdaj sodobna zdravila, ugodno vplivajo na prognozo, zadržijo progres srčnega popuščanja in tako naprej. To je ključno. Drugo vprašanje je bil pa, da ima gospa diagnosticirano kardiomiopatijo, poleg okvare zamašitve aorte, arterije. Gospa je imela 90% zožitev LAD, ki je bila pa razrešena. Po tej plati je bila zdaj situacija razrešena, ima pa znano koronarno bolezen. Po tej plati je zdaj ključna tako imenovana sekundarna preventiva ateroskleroze, s katero poskušamo preprečiti,
da bi se isti proces zgodil še na kateri izmed drugih koronarnih arterij, ali pa pred ali pa za opornico. To pa vključuje fizična aktivnost redna, urejen krvni tlak, urejene maščobe. Jaz pač zanesljivo, če je gospa imela ta poseg, ima vsa ustrezna navodila po tej plati. Zdaj pa kardiomiopatija. Kardiomiopatija je izjemno širok pojem. Domnevam, da je pač takrat, ko se je ta diagnoza postavila, da ima se pravi zamašeno LAD arterijo, bila pač do določene mere funkcija levega prekata okrnjena, ali so bile pa samo neke regionalne motnje krčljivosti. Po tej plati znova enako se predpišejo zdravila, ki jih uporabljamo za zdravljenje srčnega popuščanja in ki preprečujejo, da bi ali pa bistveno zadržijo napredovanje slabšanja funkcije levega prekata. Zdaj pa to je več skupin zdravil in jaz sem prepričan, da če se gospa pri kardiologu zdravi, ima predpisano vsa ta zdravila. In je res pomembno, da se redno jemljejo, ker, kot sem rekel, vplivajo na prognozo. Dobro. Naslednje vprašanje. 24. septembra lansko leto sem imela po ugotovljeni atrijski fibrilaciji elektrokonverzijo. Po treh poskusih sinusni ritem ni bil dosežen. Atrijska fibrilacija še vedno vztraja z odgovorom prekatov 55 do 65 na minuto. Zaradi nizke srčne frekvence nimam uvedenih beta blokatorjev, uvedeno imam antikoagulativno terapijo Roteas. Ja, se pravi, gospa ima v bistvu tako imenovano atrijsko fibrilacijo z, mi rečemo, normokardnim, se pravi z normalno srčno frekvenco. Kadar je temu tako, se pravi, gospa ne potrebuje zdravil, ki bi upočasnjevala srčni utrip. Ključno je seveda, če ta srčna frekvenca med fizično aktivnostjo ustrezno poraste. To je pa najlažje ugotoviti tako, da pač, če gospa med normalno fizično aktivnostjo ne čuti posebnih omejitev, potem srčna frekvenca ustrezno poraste. Če jih čuti ali pa če se ji zdi, da se je fizična aktivnost zmanjšala, ponavadi mi opravimo tako imenovano obremenitveno testiranje, med katerim potem natančno opredelimo, kako se srčna frekvenca povečuje. Če se izkaže, da se srčna frekvenca neustrezno poveča glede na stopnjo napora in da je zato stopnja napora, bom rekel, telesna zmogljivost pomembno okrnjena, potem se včasih razmišlja o ustavitvi spodbujevalnika. V večini primerov pa to ni potrebno. Pač nobenih drugih zdravil, razen zaščito pred možgansko kapjo, ki jo pa gospa prejema, se pravi zdravilo Roteas, potem ponavadi ni potrebno. Zna se zgoditi, da je kasneje, da iz te neke normalne frekvence se začne pojavljati celo prenizka, takrat pa spet moramo razmišljati o spodbujevalniku. Skratka, potrebno je sledenje in potem glede na potek vidimo, kdaj je potrebno intervenirati. To pa najlažje gospa naredi sama, tako da se opazuje, da si malo beleži svoj srčen utrip med telesno aktivnostjo, ja, in potem vidi. Če bi ima med neko hitro hojo oklanec pulza 70, potem to že ni ustrezno. Ali bi bila atrijska fibrilacija rešena s katetersko ablacijo po neuspešni elektrokonverziji oziroma ali obstaja še kakšen drug način? Imam tudi srčno popuščanje, NT Pro BNP 1092. Ja. Načeloma, bom rekel tako, se pa kadar imamo kombinacijo atrijske fibrilacije, srčnega popuščanja, je zaželjeno, da poskušamo, da dosežemo sinusni ritem. Kar se je pač skazalo, da pri teh bolnikih ima tak sinusni ritem pozitivne prognostične učinke, se pravi manj srčnega popuščanja in tako naprej. Zdaj, kako lahko to dosežemo? Daleč najbolj učinkovit način je kateterska ablacija. Definitivno. Druga možnost je seveda, da predpišemo najprej antiaritmike in potem ob tem zdravljenju z antiaritmiki poskušamo znova opraviti elektrokonverzijo. Je pa res, da pri srčnem popuščanju smo z
antiaritmiki izjemno omejeni. Imamo potem na izbiro kvečjemu 1 do 2 in še od teh dveh potem eden, to je kordarone, ima številne izvensrčne stranske učinke, tako da je dolgoročno gledano v tem primeru katetrska ablacija verjetno daleč najboljša rešitev. Antikoagulanti se predpisujejo pri atrijski fibrilaciji. Ali zadostuje tudi aspirin 100? Ne zadostuje. Aspirin 100 je praktično izginil in v bistvu zaradi po tej plati kot preprečevanje možganske kapi, če se kar tako izrazim. Namreč pri ljudeh, ki imajo nizko tveganje, nič ne prepreči, samo poveča tveganje krvavitev iz prebavil. Tisti, ki imajo pa zmerno do pomembno povečano tveganje, pa aspirin ne nudi zadostne zaščite pred možgansko kapjo in ti pač potrebujejo antikoagulantno zdravilo. Skratka, aspirin 100 nima svojega mesta. Pritisk je zjutraj ponavadi višji. Zakaj? Zdaj domnevam, da to nekdo, ki ima povišan krvni tlak, sprašuje. Zdaj, praviloma pritisk zjutraj ni pri vseh osebah višji, je pa res, da takrat, ko se prebujamo, se telo prebuja, se ponavadi nekoliko poveča aktivnost tako imenovanega simpatičnega živčnega sistema in to pospeši puls in nekoliko dvigne pritisk. Na ta način se telo pripravi za dnevne dejavnosti, ampak to ne pomeni, da bi zdaj mogli imeti 150 pritisk, ampak ga imamo 120, če je naš drugače 110. Nekako na ta način, ali pa 130, če je naš 115 do 120 drugače. Sicer je pa mnogokrat zjutraj, če smo še umirjeni in če se ne zbujamo preveč burno, pritisk nižji. Pri določenih ljudeh, pri tistih, ki imajo motnje dihanja med spanjem, slabo spijo, ti imajo pa ponoči mnogokrat povišanje krvnega tlaka in ti se tudi zbujajo s povišanim krvnim tlakom. Če pa govorimo o osebi, ki ima povišan krvni tlak in jemlje zdravila za zniževanje krvnega tlaka in jih jemlje predvsem zjutraj, pa to lahko nakazuje, da pač ta zdravila, ki jih je zjutraj vzel, potem preko noči počasi popuščajo in bi rabo še nek večerni odmerek antihipertenziva. Gospa odprej sprašuje, kako se prijavi na polikliniko? V aritmološko ambulanto? Ja, potrebuje napotnico osebnega zdravnika za pač pregled pri kardiologu, potem se pa to izpolni z ustrezno diagnozo in se lahko pripiše za aritmologa. In če ima gospa recimo atrijsko fibrilacijo, potem to ponavadi pristane v naših ambulantah, se pravi pri kardiologu, aritmologu. Gospa sprašuje, kaj točno se fizično naredi s posegom ablacijo? Ja, pri ablaciji, zdaj odvisno, namreč morate vedeti, da za različne aritmije je ta ablacija malo drugačna. Zmeraj izgleda tako, da se v dimljah pač zbode z injekcijo, potem se pa skozi dimeljsko veno do srca pripelje neke žičke, ki jih mi imenujemo katetri, ki imajo premer približno, to kot minca od kulija ali pa malenkost več. Potem pa, če po domače rečem, poskušamo neko žarišče uničiti. Zdaj, kako ga uničimo? Tako da ta del zelo ozko omejen v srčni mišici, ki je za to aritmijo odgovoren, segrevamo. V tem primeru to je tako imenovana radiofrekvenčna ablacija in to je lahko na eni točki ali pa naredimo nekaj pač v sosednjem, nekem manjšem področju, nekaj točkastih ablacij. Po domače rečeno, majhne pečatke delamo. Na ta način, da segrevamo srčno mišico približno na 42 stopinj za 30 sekund, recimo v povprečju. In se te potem ožganine, se to izgleda kot ena majhna opeklinca, spremenijo v vezivno tkivo, ki potem na nek način deluje kot izolator in ki zameji ta žarišče. Zdaj pa to lahko naredimo na ožjem območju ali pa na širšem. Recimo za nekoga, ki ima atrijsko fibrilacijo, je to treba narediti na kar širokem območju v levem preddvoru in to delamo tako, da pač te točke delamo drugo zraven drugo, tako da obkrožimo ta področje.
Zdaj imamo pa to novo metodo, ki se reče pa elektroporacija, pri tej pa nič ne segrevamo, ne, pri tej pa pač nek poseben kateter, ki je kar velik, kot en taka zanka zgleda, prislonimo na ta področje in tle skozi spustimo nek visokonapetostni tok, ki povzroči to, da se na tem področju te membrane celične malo razgradijo in te celice potem propadejo. To ima pa tak malo drugačen način delovanja, zdaj prav ne delamo ožganin, ampak pač celice enostavno po domače rečeno počijo, no, če bi se tako izrazil. Ni čistko, ampak nek približek temu. Nič ne režemo, nič ne odstranimo ali pa kaj takega, ne. Skratka, sam na nek način probamo spremeniti nek manjši področje v srcu tako, da ne prevaja več te elektrike in zamejimo žarišče. Ja, gospod sprašuje, prejšnji četrtek je imel katetersko ablacijo, do danes še niti enkrat aritmije. Opaža pa, da po ablaciji je pritisk zjutraj nižji za cirka 25 do 30 glede na pritisk pred ablacijo. Je kakšna povezava pritiska in ablacij? Zdaj, odvisno znova od ablacije. Pri ablaciji, če delamo bolj obširne, predvsem ablacijo atrijske fibrilacije, tam s to ablacijo vplivamo tudi na neke tako imenovane avtonomne ganglije, se pravi tam, kjer se živčevje pripenja, če tako rečem, ki regulira srčen utrip pa tlak. In zdaj, ko mi na našo ablacijo na to vplivamo, imajo pogosto ljudje po ablaciji lahko višji puls, lahko tudi nekoliko nižji pritisk. Tako da je možno, to po nekem refleksnem mehanizmu lahko vpliva na pritisk in je odraz tega, kar sem rekel, no. Ja, tukaj je napisal še dodatek, da ima amleso 4/5, že leto in pol in bilo je zažganih 67 točk. Ja, to domnevam, da je bila atrijska fibrilacija in to je pač odraz tega, da smo s to ablacijo vplivali tudi na to, na avtonomno živčevje, pač interakcijo srca in avtonomnega živčevja in to vpliva potem lahko posledično tudi na pritisk in mogoče bo gospod s časoma lahko malo zmanjšal svojo amleso, če bo to še vztrajalo. Včasih to vztraja, včasih pa pol po kakšnem mesecu tudi nazaj se potem povrne in puls in pritisk. Ja, še eno vprašanje. Kaj pomeni zvišan diastolični tlak? Ja, diastoličen tlak je tisti, ki je spodaj, a ne. Ta diastoličen tlak načeloma je odraz tonusa arterij. To pomeni, se pravi, da če imamo, ko se srce stisne in stisne kri v sistem, pač, ki je neke vrste napol zaprt sistem je ožilje, a ne, in ima ta naša arterija imajo neko elastičnost in potem to srce stisne noter kri. In potem dobimo porast pritiska, tako krivuljo navzgor pa dol. In ta navzgor je sistolni, tisto, kar pa potem, ko se vrne neko osnovno, je pa diastolni. In ta diastolni je odvisen od tega, kakšen je tonus, mi rečemo, tega ožilja. In če je elastičnost tega ožilja manjša ali če je tonus večji, potem je ta diastolni tlak višji. Ali pa če imamo večjo volumen krvi, da imamo malo preveč tekočine v telesu, je to tudi lahko odraz. Recimo ljudje, ki imajo slabšo ledvično funkcijo, imajo lahko diastolni tlak tudi višji. Skratka, več je mehanizmov. Pomeni pa to pač, da je potrebno to zdraviti, no. Dobro, zdaj smo precej dolgi. Jaz bi se vam zelo lepo zahvalila, bi zaključili tole razpravo. Super predavanje. Hvala za povabilo, z veseljem. Ja, upam, da smo tudi s temi odgovori komu razjasnili. Velikim pomagali. Ja, hvala lepa še enkrat in lep pozdrav vsem, ki ste poslušali. Ja. Najlepša hvala. Hvala. Nasvidenje, lahko noč. Hvala lepa. Hvala. Hvala. Lahko noč. Lahko noč. Hvala, Lahko noč. Lahko noč. Vse dobro. Nasvidenje. Ja. Vse dobro. Ja.